Živijo, živijo, dragi moji. Evo, sprehajam se po čudoviti naravi tu blizu mojega doma. Danes je en tak special, poseben dan, ker sem šla v tiskarno oziroma grafiko Grazer zbrati barvo za svojo knjigo in bo zelena. Ne vem, odkot mi je zelena barva prišla, ker res ni moja glede oblačila ali pa česarkoli. Je pa moja v smislu narave, kjer se tudi zdaj nahajam. Kaj želim danes z vami podeliti? Najprej, iskrena hvala vsem, ki ste bili na Vikend oddihu z menoj. Hvala za vse preboje, hvala za vse potope vase. Hvala za podporo, ki ste jo dajali en drugemu. Hvala, ker ste mi zaupali, da sem lahko vam pomagala, da sem vam naredila terapije, da smo naredili posvete, coachinge in res hvala iz srca, da se znova in znova odločate za te vikend oddihe z menoj, kakor tudi za celodnevne delavnice in predavanja. Ok, zdaj na začetku vas res vabim, če želite nehati trpeti, če želite nehati biti žalostni, če želite nehati biti ljubosumni, če želite razumeti življenje, če želite razumeti sebe, če želite razumeti najgloblje travme, trpljenja, ki ste jih doživeli v življenju, če želite ugotoviti, kdo ste, kaj ste, zakaj ste tu na zemlji, pol vas res vabim na eno predavanje 17. septembra v Ljubljani, ki ga bom vodila, ker bo resnično. Z vami bom podelila resnico esence duha in prijazno, toplo vas vabim, da naredite spremembo v vašem življenju, da se odločite zase. Mislim, da je še sam nekaj kart na voljo. Dan sem se z ekipo pogovarjala, ampak ne vem točno, kaj so mi javili zdajle, ker sem danes imela res polno vsega. Tako da prijavite se, klik, se pravi povezava do nakupa vstopnice in do informacij o predavanju je odzgori nad videom. To je ena stvar. Druga stvar je pa, da lahko tudi knjigico že naročite. V knjigici je pa 333 misli absolutne resnice. Kaj je to absolutna resnica, pa si boste prebrali. To je to. Ok, zdaj pa začnimo s tem novim rojstvom. Kdaj se začne novo rojstvo? Novo rojstvo se začne z ugotovitvijo, spoznanjem, kdo ste v resnici. In o tem bomo dosti govorili na predavanju v Ljubljani. In kar sem zdaj največ na tem vikend oddihu, ko smo ga imeli na Molički planini, spoznala, je to, da ne znate biti v trenutku zdaj. Edini trenutek zdaj je pa resničen. In je edino resnično, kar obstaja, je trenutek zdaj. Zdaj vam ne bom govorila, da kje ste ta trenutek, ampak toliko v pomoč. Ko delam z ljudmi, vidim, da res redko kdo se zna dati v trenutek zdaj, oziroma da sploh ve, da to obstaja. Mi na teh vikend oddihih vam jaz pokažem vaje, dam jasna navodila, strategije, korake, kako to dosežete. In zakaj je to pomembno? Moram pobrati povodec, da kak kuža ne pride. Zakaj je to pomembno? To je pomembno zato, ker ali ste večino časa v prihodnosti, ali ste pa večino časa v preteklosti. V trenutku zdaj pa vse ustvarjate, vse projicirate, da se pojavi v vaši resničnosti. Zdaj, kaj je sploh vaša resničnost in tako naprej, to vam res razkrijem na predavanju v Ljubljani 17. septembra.
trenutek zdaj, zdaj sem v gozdu, zdaj sem ob reki, zdaj slišim reko, zdaj slišim ptičke, zdaj lahko štejem svoje korake, zdaj lahko opazujem, kako listki padajo z dreves, zdaj lahko opazujem svojega kužka. In to je trenutek zdaj. Zdaj ni pomembno, kaj bo jutri, zdaj ni pomembno, kaj je bilo včeraj. In ta trenutek sem najboljša verzija sebe, kar znam biti. To ne pomeni, da jutri ne bom drugačna, to ne pomeni, da jutri ne bom modrejša. To ne pomeni, da jutri ne bo prišel do novih uvidov, do novih česarkoli. Živijo Petra. Ampak trenutek zdaj je veličasten. Trenutek zdaj ti da to vso veličino, vso modrost in te popelje v odkrivanje samega sebe. Ampak, dragi moji, vi točno veste, kaj ste. Vi točno veste, kdo ste. In vsak od vas ve, da je samo esenca duha. In tako sem že omenila, več o tem bom govorila na predavanju v Ljubljani, ker bom zaprla oči, se zlila v to resnico, oziroma ne, da se bom zlila v njo, ker sem že, in vam povedala. Jaz vem, da je za nekatere to šokantno, jaz vem, da je za nekatere to težko, zato ker prebujenje ni vedno samo božanje. Prebujenje je včasih tudi klofuta. Tak pač je. Tako da, Nataša, živijo, če kdo želi, lahko vpraša. In ko smo zjutraj se mi na Molički zbudili in ko smo šli, ne bom rekla telovaditi, to ni bila telovadba, ampak jaz sem zaprla oči in se sliši sam sebe. Takrat, ko ni gužve in buke, kako se reče buka po slovensko, te buke v glavi, se pravi zmešnjave v glavi, jasno sliši sebe, ne rabiš se nič več učiti, kako ne odvodiš vikend oddih, ne rabiš se učiti od drugih, vso znanje imate v sebi. In sem zaprla očke in sem odvodila jutranje prebujanje oziroma pozdrav novemu dnevu. In tu so se dogajali čudeži, tu se dogaja ekspanzija, tu se dogajajo preboji, tu se dogajajo uvidi. In to želim podeliti tudi z vami. Zdaj, tale trenutek vam govori Nataša, ta trenutek vam ne govori resnica. Ker zato, da sem jaz resnica, zaenkrat še rabim jaz očke zapreti, se umiriti in govoriti iz resnice. Nek metuljček je prišel. Tako da, in to boste doživeli v Ljubljani, predavanje, ko ga še ni bilo v Evropi. Zakaj to vem? Zato, ker to slišim, ker to vidim. In nisi Nataša izmislila predavanje, kot še ni bilo v Evropi, ampak je to resnica povedala, oziroma sem to sama se povedala. In zdaj z umom, razumom, čemerkoli, z možgani je to težko razumeti. Meni je pa tudi še težje povedati, ker ne vem, kako vam naj to povem, da se čim bolj približam temu, kar vam želim predati septembra v Ljubljani na predavanju. Ampak pridite in ne bo vam žal, ker če druga ne, boste prvič v življenju spoznali, kdo ste. Da ste samo globok notranji mir
in čista ljubezen in čist nič druga. In to boste tudi občutili. Vse ostalo ste pa pobrali tekom življenja in to niste vi. Niste jeza, niste bes, niste ljubosumje, niste niti sreča, niste niti užitek, niste niti žalost. Ste pa čista ljubezen in popoln notranji mir. Želim vam krasen, krasen dan. Sončkom je obsijan. Poiščite nekaj, kar vas navdihuje. Fokusirajte se na to. Spomnite se, da imate v sebi voljo in ta volja vam pomaga na vsakem koraku. Rada vas imam in hitro kliknite gor, pa tudi mojo knjigo lahko naročite, Viktorijine skrivnosti. Čez 10 dni jo dobimo in se zelo veselim. Vsako jo je do zdaj še v roke vzel, se pravi to verzijo pripravljeno na tisk, od teh v tiskarni, do tega, ko je urejal prelom strani, do lektorce. Vsi so rekli, kaj takega pa še ni bilo. Take knjige pa še nismo nikoli brali. Tako da se zelo veselim, da pride med vse vas in vsem hvala, ki ste že naročili. Res iz srca hvala. Hvala vsem, ki ste že kupili karte za predavanje v Ljubljani. Hvala vsem, ki ste se že prijavili na vikend oddih v Bohinju z menoj. Drugače. Face drugače, ko imate ob sebi nekoga, ko vam govori resnico. In takrat mene ni. In vi to dobro veste, da Nataša takrat zgine. Čau, čau, lepo se imejte. Dio, dio.